Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela tekma drugega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Šiška oziroma na Žaku se bosta pomerila domači Bravo in Koper. Pogoji so zares zahtevni, tako da atomskega nogometa danes verjetno ne moremo pričakovati. Rajčević in Beneditič, napaka Žana Beneditiča, ni prepovedanega položaja, Luka Štor gre sam proti Goluboviću. Luka Štor ima priložnost in brani Golubović. Ni še konec nevarnosti na golovi črti. V lanski sezoni je Trontelj poslal največ predložkov v tekmečev kazenski prostor od vseh igralcev v ligi. Tu je zdaj Nsana. Bravo v tej sezoni še ni dosegel gola, tu je zdaj Ivan Šaranić. Strel Šaranića, sijajen poskus. Kambić, Kahim Peris. Malo pomoči ima Peris, ki pa lahko samo pravi veliko dela. Šaragić, Šušnjara in Deli, tule je Peris, priložnost za Koper, Peris, brani Orbanić, sijajna obramba. V nevarno akcijo Kopra, Nsana pa zdaj do Šaranića, tole deluje obetavno Šaranić, to da brani Golubović. Trdin, lepo Trdin za Križana, vrhunsko sta tole izpeljala, Štor ima priložnost, kaj je obranil Golubović. Bivši nogometaš Aluminija, Zavrča in tudi Crvene zvezde. Pa napaka Nsane, Deli mu je žogo ukradel, tu je Šušnjara. Luka Šušnjara, odličen strel, to da brani Orbanić. Kar njegovi soigravci zakrivijo, zdaj Peris. Kahim Peris, krasno Peris, Kahim Peris, Orbanić brani. Napaka Benedičića, Križan je prestregel žogo, Križan do Šaranića, kaj lahko zdaj pokaže Hrvat. Šaranić odlično, Kurtović in gol! Prvenec Kurtovića v prvi slovenski nogometni ligi. Sijajna asistenca Ivana Šaranića in Bravo vodi z 1-0. Nekajkrat je Golubović preprečil zadetek Brava, tokrat pa mu ni uspelo. Almin Kurtović je torej dosegel prvi zadetek v prvi slovenski nogometni ligi. Danes ga je Dejan Grabič postavil višje in Kurtović se mu je zahvalil za zaupanje. Šaranić pa takole mojstrsko s povratno žogo. Krajinović verjetno z več napadalnimi zadolžitvami kot pa Benedičić in Koreja. Zdaj lepo Kambić prevrata, sprožil je Šušnjara, to da ni uspel premagati sijajnega Orbanića. Pozna se tudi odsotnost Žana Žuška, ki dobro iznaša žogo naprej. Kotnik, pa zdaj strel Tičića. In Maružin se seveda podrejata moštvu, pa zdaj strel Kotnika. Vrhunski poskus, to da... Dejan Grabič, danes ste zasluženo zmagali. V prvem polčasu smo videli zelo dober tempo. Ste pričakovali, da bo tako glede na težke razmere? Ne, zato smo se odločili tik pred tekmo, ko smo videli njihove rotacije, se pravi, da bomo poskušali igrati spet visok pressing. Kolikor časa se bo dalo. Mislim, da smo v tem bili polovično dobri, ko nismo bili, smo bili vedno, smo imeli težave. Ampak ne glede na to, mislim, da so danes igralci pokazali veliko taktično zrelost, oba vratarja zelo razpoložena, nekaj fantastičnih obramb. Mislim, občutek imam, da je bila tudi za gledalce tekma zelo zanimiva. Glede na vročino pa sploh tempo na zavidljivi ravni. Mi pa, tako kot sem rekel, v trenutku, ko smo vodili oziroma ko so oni dali svoje najboljša orožja v igro, smo se odločili za tisti načrt, ki naj bi bil prvotni, se pravi za malo nižji blok, da jim vzamemo globino in da smo tam gosti in poskušamo ubiti tekmo, jo pripeljati do konca. In to nam je uspelo, tako da igralcem kapa dol za zrelost. Najlepša hvala. Zoran Zeljković, danes ste zabeležili prvi poraz v letošnji sezoni. Predvsem v prvem polčasu smo na obeh straneh videli ogromno priložnosti. Kako ste recimo v splošnem zadovoljni številnimi nogometaši, ki so se danes dokazovali? Dobro, ko je veliko rotacij, je redko kdaj dobro, od tega sem se zavedel
pred tekmo, ampak to, kar smo pač hoteli, nažalost nismo dobili. Izgubili smo tekmo zaradi obrambe, imeli ogromno tudi mi priložnosti, tako da nismo nažalost izkoristili, nasprotnik je in so zasluženo zmaga. Tako na začetku drugega polčasa je Šušnjara imel veliko priložnost, potem ste lovili zaostanek, ampak zdelo se, da je Bravo nekako vendarle vas držal na razdalji, se morda poznala tudi izmučenost? Ma ne, mislim, da ne, kajti večina, ki je igrala, so bili spočiti, tako da jaz vedno govorim, začetek sezone, jaz prevzemam odgovornost, se pravi, noben ni bil zmatran, mi nismo bili dosledni v teh stvareh, ki smo hoteli in bili zato kaznovani še enkrat. Precej smole, torej na zadnjih 2 tekmah, ali pričakujete, da vam bo nogomet kaj vrnil v četrtek, ko sledi povratna tekma z Vaduzom? Pričakujem, da bomo še več energije vložili. Samo tako pač prideš iz določene krize. Dejstvo je, da nas trenutno gol noče, ampak nasprotniku smo danes pustili preveč priložnosti, se pravi, igrali smo slabo obrambo in še enkrat dobro se zavedamo, da je obramba tista, ki je ključna. Lahko se zgodi, da ne zmagaš, ampak takrat ne smeš izgubiti. In mi nažalost danes to, kar je bil naš cilj, pač nismo izpolnili. Najlepša hvala. Almin Kurtovič, vaša prva zmaga v letošnji sezoni, dosegel si tudi prvi gol v tem tekmovanju, je zmaga zato še kaj slajša? Ja, itak, mislim, moj prvi gol v prvi slovenski ligi, to je zame pomemben dan, ampak vse zahvale grejo ekipi, ker zaradi njih ne je bilo tega gola. Adam Golubović, danes ste uprizorili odlično predstavo, zbrali ste precej dobrih obramb, vseeno pa ste izgubili, verjetno niste zadovoljni. Kaj je po vašem mnenju danes zmanjkalo za boljši rezultat? Pa dobro, v zaključku nismo bili najboljši, če bi zadeli eno od parih šans, ki smo imeli, zihar bi tekma šla v drugem toku, tako da kaj ne rečem. Slab prvi polčas. Zdaj vas čaka obračun z Vaduzom, se boste pobrali po teh 2 porazih? Ja, nijamo druge, gremo na zmago, gremo po napredovanje in to je to, druge poti ni.